Klet. Prostor, kamor velikokrat zatavam iz čiste radovednosti. Tu stoji omara, v katero že vrsto let odlagamo ropotijo, ki nam je na poti. Vsake toliko časa pa malce pobrskam po njej. Ne boste verjeli, kaj vse sem že našel. Pralni stroj, DVD predvajalnik, sej se hecam, kakšno drobnarijo. Glej, no glej, fotoaparat. Verjetno je pokvarjen, ker drugače ne bi pristal tu spodaj. Morda je to poklic zame. Lahko bi postal fotograf. Če bi računali novo opremo, je približno 20 000 evrov. Neka osnovna oprema, ki jo vidimo tukaj, zelo velik, dolg objektiv, teleobjektiv, od 400 mm naprej. Potem je zelo fajn imeti dve telesi, potem so pa standardni objektivi med 70-200 mm, en širokokotni zoom in recimo tole je navaden klasičen 50 mm objektiv. Cela oprema z računalnikom vred, ki ga v današnjem času pač nujno rabimo, ima približno 22 kg. Trenutno nimam toliko denarja, imam pa veselje, kar je za začetek ključnega pomena. Tudi profesionalni fotografi verjetno niso začeli z najboljšim fotoaparatom. Prvi fotoaparat, mislim, da sem ga našel nekje doma, eno staro očetovo Exacto. Zmeraj me je zanimalo, kako v formatu fotografije, ki je dvodimenzionalna, zamrzniti 4 dimenzije, se pravi prostor pa čas, premikanje, vse te stvari, da se ta napetost ne izgubi na sami fotografiji. Kakšna je sploh razlika med profesionalno in amatersko opremo? Dokler je sonce lepo, ni dramatičnih razlik pravzaprav. Pokažejo se razlike takrat, kadar so pogoji slabi, kadar je treba delati hiter, kadar veš, da moraš imeti sliko, se pravi, ti mora nuditi oprema tisto občutek, da boš imel sliko, kadar je dež, kadar je sneg, takrat se pa pojavljajo problemi, kjer pa pride do izraza vsa prednost profesionalne opreme, ki je pač 10-krat dražje, recimo, kot normalne. Se pravi, bom slikal le ob lepem vremenu. To je zagotovo prednost, ker v dežju ni zdravo biti zunaj, saj se lahko prehladiš. Ima ta poklic še kakšno drugo prednost? Jaz bi štel za prednosti, bi štel recimo potovanja, novi ljudje, lepi kraji. To pravzaprav se v bistvu skozi učiš. Slabosti so morda, če te kdo doma čaka, pa manjkaš doma več časa, pa te ni čez vikende, te ni tudi po teden, 14 dni, en mesec včasih. To bi bila pa recimo verjetno največja slabost. Manj sem doma, raje me imajo, ko pridem nazaj. Resno razmišljam, da bi si kupil nekaj opreme. Za začetek seveda cenejšo, rabljeno. Ko bom zaslužil kaj denarja, pa boljšo. Ali je kot fotograf težko zaslužiti? Jaz mislim, da je v vsakem poklicu težko, če tega ne delaš s srcem. Je pa res, da je treba biti zraven, poleg tega, da si dober fotograf, se je treba znati tudi dobro prodati pravzaprav. Mi je že jasno. Če želiš postati dober fotograf, moraš imeti izostreno oko, zaželjena pa je tudi dobra oprema. Pa fotograf z delom zaključi, ko pritisne na sprožilec. Delo na terenu seveda ni dovolj. Z pojavom digitalne fotografije se je proces pravzaprav zelo spremenil. Precej velik del se dogaja tudi potem v ozadju, oziroma po končani dirki, po končanih treningih. Zberemo dobre slike, slabe zbrišemo, jih vnesemo v program za obdelavo fotografij, kjer preverimo ostrino, kontraste, barve. Za začetek vem dovolj. Najbolje, da si naberem nekaj izkušenj in morda obiščem še kakšen tečaj fotografiranja.